Zdaj pa od ljudi, ki se radi pojavljajo v medijih, pa do medijev, ki so preveč kul, da bi se jim reklo mediji. Epilog je namreč dobilo sojenje Tadeju Strehovcu, ki ga je tožilstvo preganjalo zaradi sovražnega govora na portalu 24kul.si. Tožilstvo ni uspelo dokazati, da je avtor članka Tadej Strehovec, kot tudi ne, da je objavo predhodno odobril. Obtožni predlog so tako bili prisiljeni umakniti, s tem pa so poskrbeli za val navdušenja med Strahovčevimi podporniki. Ja, res je. Nazadnje, ko smo te ljudi videli tako navdušene, so na prostost pustili Janšo. Zdaj pa pogledamo, kaj o potezi sodišča meni strokovnjakinja za potico, družine in srednji vek. Sem danes presrečna, vendar je v Sloveniji še neka poštenost, tudi na sodstvu, ki ga tako kritiziramo, zmagala je zdrava kmečka pamet in pravica. Pač še zmer diha, gospa, kaj je to smešnega? Se strinjava, gospa Likovič, to je zdrava kmečka pamet. Napišeš članek pod lažnim imenom, zdrava kmečka pamet. Uporabiš proxy server, zdrava kmečka pamet. Se povežeš v VPN, da stran ne zabeleži tvojega IP naslova in tvoj ISP nima meta podatkov od tvojega spletnega prometa? Zdrava kmečka pamet. Odločitev sodišča pa je seveda komentiral tudi Vili Kovačič. Seveda, ker kaj boš pa delal drugega ponedeljka? Lov na čarovnice je končan oziroma zaustavljen. Upam, da bo dokončno končan. Tudi on še diha. Tako se govori, gospod Kovačič, tudi jaz upam, da bo lova na čarovnice enkrat konec. Kam bi pa prišli, če bi lovili namišljenega sovražnika? Naprimer strice z ozadja, ki jih kriviš za vse in ne načiš s hudičem. A ja, vem, kam bi prišli. Pred sodišče podpirati Strehovca, tja bi prišli. V podporni ekipi je poleg Angelce Likovič in Vilija Kovačiča blestela tudi Metka Zevnik. Sam še Norma Korošec pa Aleš Primc sta manjkala. Pa bi Ljubljana letos namesto Ptuja gostila največje šeme. Lejte jih, no. A niso kot rahlo zjahana verzija Marvelovih Avengerjev? To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!